No, lepo pozdravljeni na današnjem pogovoru, ki poteka v organizaciji knjigarne Azil, založbe ZRC in Inštituta za kulturno zgodovino. Ker se bliža dan reformacije, ko obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika, bomo razpravljali o človeku, ki ima tudi nekaj zaslug za prve slovenske knjige. Govorili bomo o Petru Pavlu Vergerju mlajšem, ki ga pri nas poznamo predvsem kot Trubarjevega sodelavca. Pozornost pa mu bomo namenili tudi zato, ker je nedavno izšel prvi slovenski prevod sploh kakega njegovega dela. Gre seveda za dopise papeškega tajnika, ki so letos izšli pri založbi ZRC. Preden pa spregovorimo o tem zanimivem človeku in tudi bolj nasplošno o obdobju protestantizma, bi predstavil svoja sogovornika, to sta dr. Gregor Pobežin z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU in prevajalec dopisov, ter dr. Jonatan Winkler z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Mogoče samo par besed o Vergerju. No, za tega človeka res lahko rečemo, da je bil nenavadna osebnost, če uporabimo to oznako Bullingerja. Mnenja o njem so bila vse skozi deljena. Zaradi njegove zavite življenjske poti so mu mnogi očitali preračunljivost in častihlepje. Za voljo ostrega peresa pa si je nakopal precej sovražnikov. Torej bil je cerkveni diplomat, koprski škof, ki je hotel duhovno prenoviti svojo škofijo in na koncu verski spreobrnjenec, ki je pristopil k protestantizmu. Osrednjega pomena za njegovo spreobrnjenje je bila med drugim tudi ugotovitev, da cerkvena reforma ni mogoča od znotraj. No, tako se je odločil za izgnanstvo in se posvetil poslanstvu, da posreduje nauk čistega evangelija narodom v svoji domovini. Med temi so bili poleg Italijanov seveda tudi Slovenci in Hrvati. Poznane so njegove zasluge za nastanek Trubarjevih knjig. Razmeroma dobro poznamo tudi njegov življenjepis, ki smo ga v izčrpni obliki dobili z nedavnim prevodom romana Fulvija Tomice. Tu izvemo vse o njegovih nunciaturah, o njegovem delovanju v Kopru in njegovem boju proti ljudskim pobožnostim, nezglednim navadam menihov in tako naprej. Torej v času, ko je bil že dovzeten za ideje italijanskih spiritualov. Tudi njegovo delovanje v izgnanstvu je dovolj dobro dokumentirano, torej najprej v Švici in nato v nemških deželah. No, malo pa je znanega o njegovih delih. In ravno zato je prevod dopisov papeškega tajnika še posebej dragocen. Potem, ko so proti Vergerju sprožili inkvizicijski postopek in se je umaknil iz Italije, je v okviru svoje dejavnosti v izgnanstvu dal natisniti skoraj 200 knjižic, mogoče 180-190, po nekaterih virih tudi več. In sistematičnih študij o teh delih ali pa prevodov teh del praktično ni. Verjetno je k temu prispevala ocena njegovih sodobnikov, ki so njegova dela označili za površna in teološko nekako plitva. Toda v bolj pozornem branju lahko ugotovimo, da gre tu predvsem za genialno protestantsko propagando in za njena raznovrstna orodja, tako psihološka, pravna, literarna, kot logična. Skratka, to se mi je zdelo pri Vergerju najbolj zanimiva zadeva, ob vseh teh kritikah. Čeprav se ne moremo znebiti občutka, da ta dela vseeno zaznamuje nekaj zagrenjenosti, pa se nam za temi orodji razkrije predvsem bistroumni mislec, humanistični izobraženec, odličen satirik. To področje je pri Vergerju še povsem neraziskano. In pa predvsem neizprosni kritik rimske cerkve, ki so mu bile kot insajderju poznane vse njene skrivnosti. In prav zaradi poznavanja teh informacij in zaupnih cerkvenih dokumentov je bil Vergerij skrajno neprijeten sogovornik za takratno cerkev. Še posebej zato, ker lahko te dokumente s pomočjo tiska hitro razširil med ljudmi. Še več, lahko jih je posprebil z ostrimi komentarji ali pa preprosto spremenil v parodijo, da so se ljudje še zabavali ob tem.
Pogosto je uporabil tudi obliko dialoga ali nagovora oziroma invektive ter svoje besede položil v usta resničnim ali pa izmišljenim osebam. No, in veliko teh vergerijanskih značilnosti vsebuje tudi dopisi papeškega tajnika. Ti so nastali, ko se je Vergerij iz Švice preselil k vojvodi Württemberškem, torej nekako sredi 50. let 16. stoletja, v času med prvim in drugim zasedanjem Tridentinskega koncila, na katerega se to delo tudi navezuje. No, in mogoče bi na tej točki kar vprašal dr. Pobežin, kako je sploh prišlo do prevoda in izdaje dopisov papeškega tajnika. Vemo, da gre za manj poznano Vergerijevo delo. Za kakšen spis pravzaprav gre? Ja, hvala za besedo in za vprašanje. Zdaj, jaz bi rad povedal kakšno globoko intelektualno in učeno zgodbo, kako je do tega prevoda prišlo, ampak prišlo je skoraj, lahko bi rekel, po nekem takšnem prijateljskem naključju. Namreč, kolega in prijatelj in sodelavec z domoznanskega oddelka osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru, ki je zelo dejaven in tudi knjižnico moram pohvaliti, da je zelo dejavna in velika sredstva namenja nakupu literature zlasti tistih avtorjev, ki izhajajo iz Kopra, pri tem so res izjemno dejavni, me je obvestil predlani, da je na črnem trgu izvrtal to knjižnico in da je direktorja knjižnice prepričal, da so neproporcionalno visoka sredstva vložili v njen nakup. In takrat mi je dejal, da je treba s to knjižnico nekaj narediti, da gre pravzaprav za redek natis, po natisi niso tako redki, prvi natis je pa še kar redek, mogoče bomo kasneje več lahko povedali o tem, zakaj je prvi natis res tako redek. In mi je dal popolnoma proste roke pri tem, kaj s tem delom lahko naredim, pod pogojem, da ga prevedem, komentiram in tako naprej. In jaz sem se tega lotil najprej bolj kot kaj drugega za zabavo, potem pa sem kar resno zagrizel v to reč in bolj ko sem se v zadevo poglabljal, bolj me je privlačila s to svojo zelo dobro v uvodnih besedah opisano mešanico različnih občutij, strasti, razočaranj, obenem pa takoj opazne intelektualne ostrine, humanistične globine, da gre, čeprav gre za pamflet, ki je po svoji vsebini, po svoji formi izjemno kakovosten, kakor ga je tak velik lahko sproduciral. Torej, lahko bi rekli, da je ta knjiga nastala delno po naključju, delno zaradi radovednosti, delno zaradi neke, skoraj bi lahko rekel, ene take igrivosti, ampak med tem so se pa vse te reči sprevrgle v strast, ki so Vergerija, se pravi Petra Pavla Vergerija mlajšega, med mojimi znanstvenimi interesi postavlja na prioritetni seznam. Kot je bilo že rečeno, v začetku dopisi papeškega tajnika niso usodno pomemben zapis. Nič hudega, če bralec tega ne bi vzel v roke in bral. Ampak po drugi strani bi pa strašno veliko zamudil, če ne bi. In po odzivih sodeč, pravzaprav knjiga sploh ni slabo brana. To me je ravno toliko presenetilo, kot tudi razveselilo. Ja, no, recimo ena tema oziroma bi rekel namen teh dopisov je tudi Tridentinski koncil, se pravi Vergerij ima zelo močna čustva do tega koncila. Kakšen je bil pravzaprav skozi njegovo življenje ta odnos do koncila, torej najprej, ko je bil cerkveni diplomat in nato kot protestantski polemik, in kaj je pravzaprav zgodovinski pomen Tridentinskega koncila, kaj je pomenil za protestante, mogoče dr. Winkler? Ja, zdaj Tridentinski koncil je bil vendarle dogodek druge od dveh reformacij 16. stoletja. To je bil vendarle refleks
katoliške cerkve na vse tisto, kar so ji po pravici ali pa včasih v polemiki tudi malo po krivici učitali protestanti. Ne? Ker na vse zadnje, če se ozremo na iztek Tridentinskega koncila, na podobo cerkve, ki je posledica potem uveljavljanja ukrepov, tam sprejetih vidimo, da je cerkev recimo na začetku 17. stoletja, ko se ti ukrepi do konca uveljavijo, čisto nekaj drugega, kot je recimo cerkev v 20 letih 16. stoletja, recimo cerkev začenjajočega Petra Pavla Vergerja ali pa tržaškega škofa Petra Bonoma. Popolnoma druga institucija, poenotena tako bogoslužno z znamenitim trojčkom, to se pravi z rimskim misalom, brevirjem, katekizmom in pa z revidirano izdajo Vulgate. Zlasti ta revizija Vulgate je bila teološko izjemno pomembna zaradi tega, ker je s tem cerkev pravzaprav se odzvala na utemeljeno tekstno kritiko, ki so jo luterani izrekali, in sicer so rekli, ja, malo težko je evangelij staviti na tiskani ediciji, ki se je skozi prepisovanje srednjega veka navzela teh in onih dostavkov, dopiskov in tako naprej. Seveda kritika to pogledna ni bila, ni letela na Vulgato samo strani protestantov, ampak recimo tudi Erasma Rotterdamskega. Ne? In sicer njegov odgovor je bil tudi tvoren, na vse zadnje novum instrumentum omne je v bistvu refleks na to. Ne? No, zdaj, kar se tiče koncilov, je tako. Ta koncil je bil pravzaprav izjemno pomemben zaradi tega, ker je cerkev preventilirala, ali pa vsaj deloma preventilirala, kot se danes ve, nekatere najbolj očitne zadrege, ki jih je imela, in pa z geostrateškega ali pa z nekega takega političnega položaja takratnega časa je šlo za prelomen dogodek, kajti če bi prišlo do morebitne naravnave z evangeličani, bi bila podoba Evrope čisto druga, verjetno kot je bila kasneje. Če bi prišlo do kakršnekoli naravnave, hipotetično gledano, verjetno tudi ne bi bilo tako radikalnih razlogov za vojno, ki jo letos obeležujemo njeno 400-letnico, to se pravi 30-letno vojno. In navsezadnje ne naravnava v 16. stoletju potem pripelje neko stanje tam v prvem, drugem desetletju 17. stoletja, ko vsi mislijo, da trajni mir ni več mogoč. In potem v resnici ni mogoč 30 let, dokler se vsi ne izčrpajo. Tako je. Jaz bi se navezal na ta izjemno izčrpen odgovor. Na neki način je treba povedati, da Tridentinski koncil ostaja najpomembnejši koncil med vsemi ekumenskimi koncili, ki je odprl in zaprl številna izjemno pomembna vprašanja. Je bil problematičen, potekal je v več bolj ali manj uspešnih sejah, vlekel se je tako rekoč 20 let. Vergerjeva osebna usoda je z njim izjemno tesno povezana, je tudi njegovo veliko razočaranje, glede na to, da je sodeloval pri pripravi na priprave, lahko bi skoraj rekli, za koncil. Ampak tukaj bi izpostavil nekaj drugega. Prva seja Tridentinskega koncila je odprla in nikoli zares zadovoljivo zaprla vprašanje opravičenja. Da ne bomo tukaj zašli v pretirano globoko teološko debato, ne bi zdaj pravzaprav tukaj razglavljali o tem, kaj je opravičenje. Ampak razhajanja med katoliško cerkvijo in med luteranci na drugi strani so bila za stran tega vprašanja, skoraj bi rekel, nepremostljiva. Branje Vergerijevih tekstov. Jaz moram priznati, da moram tukaj sam revidirati svojo trditev, da Vergerij ni globok teološki mislec. To moram črtati. Ko bom še kaj pisal, bom samega sebe korigiral v tem pogledu. Pri tem, da tudi sam sem, kar se tega tiče, nezadosten. Ampak nekatera besedila, kot je na primer Vergerijeva molitev, ki jo je izdalo celo društvo, Vergerijevo društvo v bistvu, pa izkazujejo, da Vergerij kot teološki mislec ni ravno plitka osebnost. In to besedilo bo
bo treba, jaz sem ga prebral večkrat, ampak ga bom moral še nekajkrat, besedo za besedo, da vidimo v njem in v drugih podobnih, kakšno je pa Vergerijevo stališče tukaj. Namreč, osebno bi si upal zagovarjati, da opisana Vergerijeva tranzicija od katoliškega škofa in diplomata v protestantskega misleca, politika, teoretika in nasploh človeka knjige, ne, da ni bila tako strahotno totalna, kot bi si mi danes mislili. Nasploh v totalnost preobrnjenja ne verjamem in nasploh ne verjamem v Vergerijevo totalnost preobrnjenja. Branja njegovih besedil in tudi dopisov papeškega tajnika, ki jih je napisal dosti po tistem, ko se je že zdavnej mentalno, intimno, če hočete, ne, odcepil od katoliške cerkve, ne dopuščajo pogleda na to, da bi rekli, ta človek se je od danes na jutri spreobrnil, pustil je popolnoma za sabo svojo miselnost pred tem spreobrnjenjem, pred ekskomunikacijo, ne, in se popolnoma pač lahko bi rekel, se popolnoma poslovil od svojih katoliških nazorov. In vprašanje upravičenja, ne, se pravi vprašanje, a gre za nekaj, a gre za nek produkt monergizma ali za produkt nekega sinergizma in tako naprej, se nam bojo pri branju njegovih besedil šele razjasnila. V tem smislu je čisto mogoče reči, da ne gre samo za nekega pamfletista, ampak da v resnici gre za kompleksno, ja, načimrno, pa vendar kompleksno, globoko osebnost, ki je bila o teh vprašanjih sposobna razmišljati v izjemno široki dimenziji. Ja, no, kot ste omenili, Vergerijevi spisi niso tako mogoče teološko nepomembni, kar je razvidno tudi iz te zelo kratke molitve, ne, kjer so jasno izpričani prav, bi rekel, odmevi na Erasma in Savonarolo glede potrebe, ne, potem, da mora biti molitev iskrena, ne, da ne sme biti neko zunanje ponavljanje obrazcev, in to se mi zdi izredno zanimivo. Ne. Pri Vergeriju mogoče o tej komponenti ni bilo do sedaj govora. Se pravi, prav o tej navezavi na humanizem. No, omenjate, da iz dopisov papeškega tajnika, ne, v svojem besedilu veje tudi humanistični duh, ne. Kako se ta duh kaže pa v tej knjigi? Dopisi papeškega tajnika, naslov je zavajajoč in bom takoj povedal zakaj. Zaradi tega, ker načrtujemo drugi zvezek, kjer bomo dodali še tretji iz serije teh razmišljanj. Torej, dopisi papeškega tajnika so v resnici trije. Actiones secretarii pontificii, ne, kakorkoli je že naslov zavajajoč, kot je Vergerij to pisal že zdavnaj, ni imel več te službe. Skratka, dopisi papeškega tajnika, ta konkretni zvezek vsebuje prva dva, objavljena leta 1556 in potem večkrat ponatiskovana. Prvi zvezek na prvi pogled deluje kot ad nauseam, res do slabosti seciranje posameznih zagotovil, zlasti o prostem prehodu, salvi conductus, ne, ki jih Vergerij primerja iz vabila na Tridentinski koncil z nekaterimi starejšimi koncilskimi besedili. In človek se vpraša, pa kaj za vraga je temu človeku bilo, da je to še opisati. Ampak natančno branje tega, ne, govori točno o tem, da Mečken se je seveda delal norca, ne, Mečken je pa seveda želel pokazati, da je v tem zboru ljudi, ki so se pravili na koncil, kar vrelo od neke neenotnosti, od neke neusklejenosti mnenj, od kaotičnosti, tako rekoč. Ne? In je hotel povedati, poglejte, na tej strani imamo kaos, na drugi strani imate pa vrhunske ume, ki bojo vaše pravnike razcefrali na koščke, če jim boste le dali priložnost, da pridejo na koncil, kar sicer protestantskih mislecev takrat sploh ni več zanimalo. Drugi tekst je pa razmišljanje humanista in zlasti drugi tekst v resnici tukaj vabi k branju. O tem sem jaz potem napisal eno obrobno razpravo
ki sem ji dal naslov, oziroma za katero sem si naslov izposodil kar pri Vergeriju samem. Ko naslavlja papeža in pravi, ali ne veš, papež, ki ga seveda sploh ni poslušal, ali ne veš, da se na nemškem ljudem obračajo želodci že samo ob omembi Italijanov in Špancev. No in to mi je dalo misliti. Namreč Vergeri, če pogledamo njegovo življenjsko pot, vidimo, da je bil to človek omike, človek rafiniranega okusa, lahko bi tudi rekel človek geografije. Ogromno je prepotoval, seveda tudi po tistem, ko je že bil odposlanec Krištofa Württemberskega, in tako naprej. Verjetno je prepotoval te severne dežele, o katerih piše in tako dalje. Ta geografija mu je bila blizu. Pred tem je pa prepotoval cel jug in ni mu ušlo to, da se Evropa, ki jo je on seveda poznal v njeni duhovni dimenziji, tista Evropa, ki je ustvarila državo književnikov, res publika literaria, kjer se je v latinskem jeziku, delno tudi v vernakularnih jezikih, kjer je bil prost pretok idej, se pravi Evropa pred Evropsko unijo, ki je v tem smislu globalizirana in tako naprej, je ugotovil, da se ta Evropa začne najprej seveda v literarnem prostoru drobiti na neke nacionalne šovinizme, bi lahko rekli, tudi konfesionalne šovinizme. In njegova opažanja v drugem tekstu to zelo jasno kažejo, pri čemer je vprašanje, ali mu je bilo to všeč, ali mu ni bilo všeč, ampak dejstvo, da je to opazil in da se je na to odzval. In je rekel, veste, tukaj na nemškem drugače razmišljajo, in tako naprej, in je to seveda tudi na neki način v besedo. Tukaj jaz zaznavam to njegovo humanistično, filozofsko globino. V prvem spisu se nam kaže kot pravnik, kar je po izobrazbi tudi bil, v drugem spisu se nam kaže pa kot res humanist širokih horizontov. No, ta prvi spis je imel izjemno za takratnega cerkvenega pravnika, kanonista, za vse teologe, ki bi sodelovali na tem koncilu, pravzaprav za vsakogar, kdor bi iz reformirane strani želel priti na ta koncil, imela snov prve razprave, to se pravi prost prehod, izjemne posledice oziroma izjemne implikacije. Namreč takratni čas je bil za razliko od našega, imel neko kvaliteto, ki je verjetno dana tudi s tem, da se je čas vrtel v osnovi precej počasneje kot danes. Mi smo danes precej hitri ljudje in to pogledno tudi precej pozabljivi. Medtem ko takratni čas si je pa izjemno dobro zapomnil in sicer zapomnil si je eno prigodo, ki se je zgodila leta 1413 in 1414. Šlo je namreč za prav posebno listino, sprevodno pismo oziroma prost prehod, ki ga je dal takratni rimski cesar Sigismund Luksemburški češkemu univerzitetnemu profesorju, teologu in pridigarju magistru Janu Husu z Prage. Magister Jan Hus je prišel na koncil pred Konstanco oziroma na koncilu Konstanco, kjer mu je bilo s tem pismom, še vedno se in takrat in danes se še vedno razhajajo interpretacije, ali mu je v resnici omogočil samo prost prihod in tudi odhod, kot vidimo odhoda ne, ampak kakorkoli že, neposredna posledica tega je bila, da je bil Hus tam potem zaprt, imel je omogočene 3 sesije zaslišanja brez mučenja, ampak zaslišanja, ni imel pravico pridigati in tako naprej. No, končna posledica pa je bila tega najprej, da so že leta 1417 češki in moravski stanovi protestirali zoper svojega cesarja in češkega kralja z eno tako ogromno listino, ki je v Pragi tudi ohranjena in ima več kot 450 pečatov. Vse najpomembnejše češke familije, plemiške, so to pogledno izrazile misel, da je s tem, ko je bila opuščena pravica do prostega odhoda tudi, bila poteptana ne samo pravica Husa, ampak tudi deželna pravica in čast češkega kraljestva. Čast je bila pa v humanističnih krogih izjemno pomembna kategorija, čisto drugače kot danes. Tega koncepta sploh ne moramo dobro zastopiti, kako je to bilo. No, končna posledica tega pa je bilo zopet pregrevanje pod loncem, ki potem leta 1418
19 povzroči začetek prvih velikih verskih vojn v srednji Evropi, in sicer husidskih vojn, ki se potem končajo z Ihlovskimi kompaktati 1436. In to je bilo samo zato, ker se v osnovi ni hotelo natančno razčistiti, ali s tem, ko mi heretikom, pač drugače mislečim ljudem, ki zagovarjajo drugačne teološke nazore, dovoljujemo, da pridejo in jih potem vržemo v Gottlieben ječo in skurimo, spečemo kot gos ali fazana, ali pa z njimi počnemo kaj drugega. Tako da ta prva knjiga je bila takrat, vsi, ki so jo brali, so zelo natančno vedeli, kaj to pomeni, in sicer je razprava pravzaprav o tem, ali bo koncil, če se bo želel zaradi političnih stvari naravnati z evangeličani, igral po pravilih džentelmenov ali ne bo. To je bilo v bistvu v ozadju vprašanje. To se pravi, če pridemo skupaj, ali boste, tudi če ne boste soglašali, dopustili, da odidejo nazaj domov. Ja, pri tem, da ne smemo pozabiti, na koga sta ta dva spisa naslovljena. Naslovljena sta namreč na Pavla IV. No, seveda. Ki je bil v primerjavi z papežem, ki se je zavzemal za koncil Pavlom III. Izjemno oska osebnost na neki način. Namreč Pavel III. Je pravi humanist, medtem ko Giovanni Pietro Carafa je bil pa nekoliko drugačen. Je bil pa nekoliko drugačna osebnost. Ne. Seveda njegova osebna zgodovina to pojasnjuje. Ne. Sej to na neki način lahko razumemo, ampak v primerjavi s Pavlom III., ki je mimo grede Vergerija angažiral že za Contarinijevo komisijo, ne, ki je imela namen reformirati cerkev od znotraj, oziroma ki je imela nalogo pripraviti izhodišča za reformiranje cerkve od znotraj in bila pri tem neuspešna. Ne, vemo, da se je za Contarinijo to celo slabo končalo, ker je bil proti njemu potem sprožen inkvizicijski postopek, ne, ki ga pa potem ni doživel. Torej, Pavel je imel iskrene namene. Ne. Sej nočem reči, da Pavel IV. Ne, ampak je bil v primerjavi s Pavlom III. V resnici prav mračna osebnost. Ne. In to nam seveda tudi ta Vergerijev prvi spis postavi v neko perspektivo. Ne. Hoče pokazati, pogledajte, kakšen divjak je ta človek zdaj, jasno, ne, čeprav je naslovljeno na Pavla IV., je vprašanje, je Pavel IV. To sploh prebral, če je prebral, a se je ob tem smejal, ali se je jezil in tako naprej, ampak nikoli pa to ni bil niti prvotni namen. Bralstvo je bilo jasno, ne. Povedano je bilo, da je Vergerij sam distribuiral te svoje knjige in tako naprej. Bralstvo je bilo že zamišljeno, to so bili homines literari, se pravi ljudje, ki so razumeli latinsko, brali latinsko in imeli ta, lahko bi rekel, podoben horizont kot Vergerij. In tem ljudem seveda Vergerij želi pokazati, pogledajte, kakšen divjak, pogledajte, kakšen mračen karakter je nasledil položaj, ne, Pavla III. Farnezeja. In tu seveda, čeprav je seveda Vergerij proti Pavlu III. Imel tudi neke svoje osebne zamere, ne, ampak ravno tukaj lahko to interpretiramo, ne, vidimo, kako oska, kako zatohla je cerkev postala v tistem času, ko jo je Vergerij zapustil. Tisti, ki je kdaj Burkarta bral tudi tiste vire, ki so pod črtno opombo, ne, tam noter, so strašne stvari, kaj vse je ta človek. Recimo Rim je bil za časa Pavla III. Prav svetovljansko mesto. Kdo recimo bere spomine Benvenuta Cellinija, bo seveda tudi tisto temnejšo plat Rima, ne, zlasti nočno spoznal, ampak na vse zadnje takrat nihče ni nikogar tudi iz najstarejše obrti obešal. Medtem ko Pavel IV. Je bil v bistvu nasilnik in ko je umrl, so bili Italijani navdušeni, da je umrl. Noben ni se zelo jokal za njim. Ne. Tako da je bil res zelo specifičen papež, ki je mislil, da lahko na pozicijo, kot je bila takrat v Evropi, odgovori silo. Ampak to je bilo leto 1555, ki je bilo ključno, zato ker takrat so evangeličani v Rajhu dosegli praktično vse, kar so si le v drznih sanjah prej lahko mislili.
Oni so namreč z Augsburško versko pomiritvijo dosegli, tam, kjer so imeli svoje deželne kneze, absolutno svobodo veroizpovedi, pa še z Ferdinandovo deklaracijo, to se pravi s 3. delom, celo tam, kjer so bila mešana območja in se je evangeličanski pogled na življenje in stvarnost recimo uveljavljal, prakticiral od leta 1520 naprej. Tak fenomen so bila recimo svobodna kraljevska mesta, ne, recimo Nürnberg, Ulm in tako naprej in tako naprej. Tam je bilo, tam seveda verska pacifikacija ni zahtevala, da more priti do nasilnega poenotenja ali v to ali v drugo stran. In trenutek, ko je bil Augsburški verski mir sprejet, od tistega časa je bila pravzaprav sploh ideja, da bi kdo hodil kamorkoli na naravnavo tako problematična ali pa tako malo je čas v bistvu potekel. Ne? Ja, no, kar se tiče koncila in papežev ter Vergerijevega odnosa do njih, meni je bilo najbolj fascinantno to, ne, ta njegova Vergerijeva sposobnost, da je našel te skrivne dokumente in jih potem, recimo kot je bil ta dokument, ko je sam papež zahteval, ne, od teh kardinalov, da mu povejo, kje so nepravilnosti v cerkvi, ne, da bi se to odpravilo. Ne. In potem, kar je pa najbolj zanimivo, ne, je, da se ta dokument znajde potem celo na seznamu prepovedanih knjig. Ne. Skratka, ta Vergerijeva bi rekel sposobnost, ne, da je bi rekel odkril ta besedila in jih potem med ljudi razširil. Ne. In tudi tukaj se je opiral recimo na to se mi zdi zanimivo, na besedila literatov, ne. Recimo Poggio Bracciolini opiše mučenje Hieronima iz Prage, ne, potem ko je bilo tudi njemu, kolikor mi je znano, ne, se pravi, so mu sporočili, da ima prost prehod. Skratka, to so bile te Vergerijeve sposobnosti, ki jih je pa seveda lahko udejanjil s tem novim medijem, ki je bil tisk. No in kot smo ravno pri tisku, no, mogoče bi se posvetili sedaj drugi temi in to je bilo sodelovanje s Trubarjem, ne, in v vlogi, ki jo je odigral Vergerij pri prvih Trubarjevih knjigah. Ne. Vemo, da sta imela zanimiv odnos, najprej je bil njegov sovražnik, nato pa njegov podpornik. Kje so pravzaprav Vergerijeve zasluge za nastanek prvih slovenskih knjig? No, tukaj je treba najprej en majčken umestni uvod napraviti. Namreč mi pravzaprav v nacionalnih filologijah ali pa v nacionalnih književnostih imamo nek priposestvovan zgodovinski narativ, kjer se nam zaradi tega, ker gledamo predvsem domače postave, te zdijo velike. So velike, ni nobenega problema, ampak treba jih je gledati tudi v enem kontekstu in pa treba jih je gledati, kako so se njihove podobe spreminjale skozi čas. Ne? Danes se menimo recimo o Trubarju ali pa o Lutru, vidimo, da se o obeh govori precej drugače, kot se je pred 100 leti, da se praktično ne more na isti način rezonirati. Zato se tudi o Vergeriju vis-a-vis Trubarju more, mislim, smiselno je nekatere priposestvovane misli, ocene nekoliko dati ob stran. Ne? Prva stvar, ki jo lahko iz zgodovinskih virov razberemo, je pač ta, da neko pismo Vergerija, ki se odziva na svojega sorodnika Otonela Vido, ki govori pravi, ja, tega pridigarja, ki mi ga vi omenjate, sicer ni na Saškem, ampak to ni dober, da tako pridiga, ne, in tako naprej. Šlo je za zgodbo iz 40 let, ki je jo Trubar si seveda zapomnil, ampak Trubar potem leta 1555 piše Heinrichu Bullingerju o mojem Saulu, ki je postal Pavel.
gospoda sta začela precej tvorno sodelovati in recimo Slovenci se pravzaprav ne zavedamo, da je v tem zgodnem obdobju, ko se je slovenska knjižna kultura v resnici še lovila, iskala svoj ustaljeni duktus, tudi iskala neko podobo tako žanrov v spisju kot knjižnega jezika, je bil seveda italijanski humanistični vpliv preko Vergerija izjemno pomemben. Zakaj? Zaradi tega, ker je Vergerij evidentno, kot lahko razberemo, bil tisti, ki se je zavzemal za italijansko obliko tipografije, kar pomeni za humanistiko naproti tiskani gotici oziroma Švabahu, s katerimi tudi slovenska književnost oziroma tiskana knjiga se začela. Prvi dve knjigi oziroma knjiga in abecednik vendarle sta v Švabahu. No, tukaj pride do obrata, Slovenci potem pač prevzamemo humanistiko, ki nas spremlja do danes in to je v veliki meri ali pa pretežno, skoraj da v celoti, ideja, ki jo je Trubar posvojil zaradi pobudnega vplivanja Vergerijevega. Vergerij je bil pa seveda razgledan po glavnih središčih, recimo tipografskih, navsezadnje tam njemu so bile intimno znane Benetke z znamenito delavnico Petra in Alda Manucija in Dedičev in tako naprej in tako naprej. Zdaj prva taka stvar. Naslednja stvar je, seveda se kaže, če beremo tisti delo, ki je pravzaprav nastalo, kot se je zdelo, bolj kot poskusen prevod, in sicer to je bil Evangelij svetega Matevža, ki izide leta 1555. To je knjiga, ki je za Slovence izjemno pomembna, ker gre za prvi biblični prevod katerekoli biblične knjige v slovenščino. Trubar se je s tem tekstom potem spoprijel še dvakrat, in sicer leta 57 v prvem delu Novega testamenta in 81 v tem celem Novem testamentu. No, tam je zelo pomemben ta predgovor, kajti tam lepo vidimo, kako pravzaprav v tem prvem prevodnem poskusu nikjer v prvi plan ne prihaja Martin Luther, ampak prihajajo neki drugi ljudje, in sicer prihaja Erasm Rotterdamski, s svojim novim instrumentom omne in pa seveda z njegovimi komentarji, ki so bili k tem pričlenjeni. Bila v bistvu neke sorte znanstveno-kritična edicija tistega časa. Zdaj, ta vpliv je izjemno pomemben, je tudi lepo razviden, kajti ta predgovor je podpisan z v.t, to se pravi Vergerius Trubar, in s tem se pravzaprav začne neko kontinuirano prevajanje Svetega pisma, ki je seveda za takratni čas veljalo zelo, zelo veliko, kajti tisti vernakularni jezik, ki je bil zmožen si iz latinskega jezika prevesti celo svetopismo, je veljal pač za jezik učene kulture. In recimo tudi potem miselni in prevodni tekstni pohod k Dalmatinovi Bibliji bi bil verjetno zelo, zelo drugačen, tudi tipografsko bi bil drugačen. Tisti, ki recimo gledate stare Biblije, recimo z nemškega prostora, vidite, kako se pravzaprav to čist po knjižnem duktusu zelo razlikuje od naše Dalmatinove Biblije. Še potem daleče, recimo, pravzaprav se cel nemški prostor izjemno razlikuje od tega, ki je bil pod vplivom humanističnih tokov, kajti je treba vendarle spomniti. Švabah ukine pravzaprav šele Adolf Hitler v drugi polovici svoje strahovlade. Mein Kampf recimo so iz začetka, recimo, ali pa recimo tam do 36-37 so pravzaprav vsi v Švabahu in tako naprej in tako naprej. Tako da mi imamo tle eno kupico zelo pobudnih vplivov, je pa seveda res, ko beremo tako pisma Trubarja, kot pisma recimo Vergerija württemberškemu vojvodi, vidimo, da je bil tisti svet kar zapleten, zaradi tega, ker so se tukaj pri tej Vergerijevi pomoči Trubarju so se prepletale zelo, zelo zanimive silnice, ne samo teološke, ampak tudi politične, kajti Württemberška cerkev je vendar videla notranjo Avstrijo kot svoj ne samo verski, ampak tudi politični poligon.
in je želela imeti tukaj neko ekskluzivo vizavi drugim in tako naprej in tako naprej. Skratka, tle imamo veliko vplivov in ko bo nekoč spisana nova biografija Primoža Trubarja, bo zagotovo moralo biti mesto Petra Pavla Vergerija mlajšega kar drugače popisano, kakor je doslej. Kajti doslej smo ga imeli prav stereotipno prikazanega. Mislim, mene narativ o Vergerju vizavi Trubarjev spominja na lik Juda Iškariota v evangelijih. Ne? In sicer v najstarejšem evangeliju je pač nek človek, ki mu je nekaj spodrsnilo, ne? Potem v tistem tam mlajšem, Janezovem, ima pa že prav diabolične figure, ne? Take rise diabolične, no tudi v slovenski literarni zgodovini tako razmišljanje lahko spremljamo. Mislim, da ga bo absolutno na podlagi te izdaje profesor dr. Pobežina potrebno kar krepko popraviti. Kajti vendarle je ta naš tekstni prostor v 16. stoletju bil stičišče različnih vplivov, tako nemškega tipografskega, miselnega, kot seveda tudi mediteranskega, humanističnega. Na vse zadnje to lepo, o tem se človek lepo pouči iz sjajne knjige blagopokojnega profesorja Primoža Simonitija, letos poleti preminuvšega. Ne? Tako da tlej treba pač vse to vzeti največ, kolikor človek zmore v obzir in tudi reči, da Trubar ob vsej svoji velikosti bi pa morbiti se drugače razvijal ali pa morda ne tako pobudno, morda ne tako celovito, ukolikor ne bi imel okrog sebe tudi takih ljudi kot Peter Pavel Vergeri. Kajti tudi nasprotovanje Trubarjevo v jezikovnih vprašanjih, recimo v vprašanju hrvaščine pa slovenščine, ne, v prevodu, je vendarle vprašanje, ki je zelo, zelo pomembno, celo ključno za slovensko književnost in samo nasprotovanje Trubarjevo Vergerju je bilo pobudno. Če ne bi bilo ideje narediti generalno Biblijo za cel jug Rajha, v tem primeru, če ne bi Trubar nasprotoval, si verjetno ne moramo predstaviti, kakšna bi bila vijugava pota slovenske književnosti v 16. stoletju. No? Temu bi samo dodal, da v drugem izjemno pomembnem Vergerijevem delu, ki ima naslov 4 dialogi, quatuor dialogi, je v polemiki z poljskim kardinalom Stanislavom Hoziusom se je Vergerij ostro zavzel za en pomemben, prav za slovensko slovstvo tudi, pa seveda tudi za vsa ostala vernakularna slovstva. Pomembno je zavzel pomemben položaj, da je treba Biblijo prevajati v vernakularne jezike. Zdaj, kar pa zadeva tega, kakšno predstavo je imel o prevajanju prostora, kaj je imel natanko v mislih, ko je napisal Biblija Dalmata. Ker ljudje sprašujejo, je govoril slovensko? Zdaj, jaz mislim, da je to pretirana trditev, je Vergerij govoril slovensko ali ni. Ampak ne smemo pozabiti, da je Vergerij nekaj let služboval. Najprej kot modruški škof, sicer samo kakšno leto, potem pa kot koprski škof. In nekaj časa, ko je bil koprski škof celo zelo zavzeto, kar mu je seveda potem prineslo številne težave. No, ampak Koper, kot seveda vsi veste, je bil tipično beneško mesto z mestnim jedrom, ki je bilo italijansko, ampak z zaledjem, ki je bilo slovansko. Ja. In ta pretok iz mesta v zaledje in nazaj, prav ta, lahko bi rekel, kulturna interakcija, ki je iz pravnih dokumentov izvrstno izpričana, je koprskemu škofu dajal položaj, ko je moral biti senzibiliziran seveda za jezikovne dileme svojega zaledja. Če ne pri Vergeriju, to izjemno dobro vidimo pri kasnejšem, pri Vergerijevem, ne neposrednem, ampak pri enem od Vergerijevih naslednikov, pri Naldiniju, ki je napisal delo z naslovom Korografija eklezijastika in za katerega tudi, ampak pozor, Naldini ni bil iz Kopra,
Ni bil iz Kopra, bil Italijan iz osrednje Italije. Ne. Torej, za razliko od Vergerija, hočem reči, drugače kot Vergeri, je Naldini kot Italijan v Kopru, kot res nekdo iz Italije, moral razviti to senzibilnost za slovanska vprašanja, zlasti za tako imenovane glagoljaše. Ni si mogoče misliti, da bi Vergeri kot tak širok mislec, kot brez dvoma tudi poliglot, ne vedel, zakaj gre. Ampak njegovo zauzemanje za prevod pa odpira drugo poglavje, se pravi debato med njim in Trubarjem, v kakšen točno je ta jezik, v katerega naj bi Trubar prevajal. To pa je seveda drugo vprašanje. Ampak mislim, da ni kaj dodati temu, da je Vergerijev vpliv na Trubarja pravzaprav monumentalen. V zvezi z jezikovno situacijo, recimo v Kopru, vedno včasih pri tej ali drugi historiografski šoli srečamo kakšne take zanimive razprave o tem, dokam v zgodovino lahko sledimo formiranju nekih nastavkov za zgodovino slovenskega naroda. In se potem seveda v nekem trenutku ta debata svede na vprašanje, od kdaj izraz Slovenec, Slovenka in kaj je to takrat, ko je bilo prvič zapisano, pomenilo. No, v zvezi s Koprom je to pogledno zvezan obstoj neke fascinantne listine in sicer mi imamo eno listino, blizu naše fakultete je bila tista parcela in sicer neka dama je leta 1468 kupila plac in kdo je podpisan? Marina Slovenka de Vila Canis. Ja. Tudi priimki so zelo dobro izpričani kot Kucman in tako naprej. Tako da tam ni bilo to tako enoplastno ali pa tako, na vse zadnje tudi Vergerijevo jezikovno znanje tisto, da je zagotovo znal hrvaško tako, da je lahko prebral, kaj je bilo v knjigi in da je verjetno znal glagolico, izpričuje njegov delež pri prvem glagolskem natisu v Ungradovem zavodu tega Trubarjevega katekizma, to se pravi Edna Malahna knjiga se je imenoval tisti tisk. No, tam je seveda Vergeri nekaj notri tudi posegel, nek razlog, zakaj si avtorja nekako takrat nista bila potem nekaj časa najbolj naklonjena, ampak kakorkoli, zelo težko bi posegal, ako ne bi vedel, kaj ima v rokah, kaj bere. Tako da ne moramo pa zagotovo trditi, kolikšna je bila njegova kompetenca v slovenščini, recimo za razliko od Petra Bonoma, ki je pa zagotovo govoril dobro slovensko. Na vse zadnje, Ricmanje so od teh Bonomov, čeprav to je sploh nekak zelo kompleksna zgodba. Meni je enkrat profesor Igor Grdina razlagal, ki je pisal tudi članek v ta novi SBL, da je bilo teh Bonomov silno veliko in da pravzaprav je zelo komplicirana zgodba. Kakorkoli že, tlej treba pri takih sodbah je treba predvsem zelo umirjen biti, zato da človek ne pretirava v nobeno smer, pa zato da se te postave iz preteklosti ne prikazujejo ne kot hudobci in ne kot angeli, temveč kot neke osebe, na katero so vplivale neke verske, geopolitične, duhovne, intelektualne silnice in so se v tem seveda odzivali na nek njim lasten, specifičen način. Ja, seveda. Mogoče zdaj ob tej debati še eno bolj splošno vprašanje. Povedali smo že, kakšna je bila vloga Vergerija, oziroma vsaj okvirno, se pravi ta nasvet, da gre iz gotice na latinico in potem te debate okoli teh slovanskega jezika. Mogoče pa bi zdaj poskušal odgovoriti na vprašanje, kaj pa je protestantizem še prinesel na naše ozemlje, razen prvih knjig v slovenskem jeziku? Tukaj je pa zelo kompleksno vprašanje, ki ga je težko odgovoriti na tako kratko. Zdaj, zagotovo je prinesel po letu 1961 de facto delujočo deželno cerkev.
To je ena zelo, zelo pomembna stvar. Ta deželna cerkev se potem ohrani praktično do zadnjih let 16. stoletja, to se pravi do ukrepov deželnega kneza Ferdinanda Habsburškega, kasneje znanega kot češkega ogrskega kralja, rimskega cesarja Ferdinanda II. Ta cerkev ni bila tako majhna, ni bila tako nepomembna in sicer včasih srečamo kakšne take pavšalne ugotovitve, da je bila pravzaprav reformirana cerkev neka ekskluzivna drža predvsem bogatih meščanov in pa pomembnih deželnih plemičev. No, to pogledno se je seveda velja uzret v vizitacijske zapiske, ki so ohranjeni. Recimo mi imamo iz leta 1582 zapiske oglejskega vizitatorja škofa Pavla Bizancija, ki svojemu to se pravi patriarhu, natančno poroča, kakšno je stanje po župnijah, kjer je hodil. In zelo pomembno je, da vedno zapiše dva podatka. Govori o spovedanih, o številu spovedanih in o številu obhajanih. Ta podatek, pri čemer imamo spovedanih izjemno veliko, obhajanih pa hkrati v isti sapi izjemno malo ali nič, pač kaže na nek prodor, vsaj kot mislim, evangeličanstva na deželu. Mi imamo recimo take kraje, kot je Kamnik, kjer se je vizitator prijel za glavo, ker je rekel, da ima spovedanih in na to obhajanih zelo, v bistvu iz tistih podatkov razberemo, da je bila morebiti samo še med desetino in morda četrtino je bilo samo še eksplicitno katoliškega prebivalstva. Te vizitacijski zapiski, ki jih je v izvestih Muzejskega društva za Kranjsko pod naslovom Doneski k zgodovini protestantovstva na Slovenskem objavil Josip Valentin Gruden, so res vredni branja, ker kažejo, da je nova vera, nov pogled na takrat zagotovo poglavitna vprašanja nagovorila najširšo množico. Se je celo Hren svoje življenje začel v protestantskem formativnem okolju in se šele potem rekatoliciziral. Tukaj tle odzadaj v tej Auersperški palači, tule odzadaj v mestnem muzeju je pravzaprav naveden njegov oče, Lenart Hren, ki je bil 62, 63, 65 ljubljanski župan in je bil odločen evangeličan in se je celo kot odposlanec ljubljanskega mestnega sveta prizadeval za pridobitev nekaterih pravic, ki sicer jih meščani v notranjoavstrijskih dednih deželah drugače ne bi mogli imeti. To se pravi, kaj prinese? Prinese delujočo cerkev. Ta cerkev je de facto tolerirana, de jure pa ilegalna. Na to potem deželni knez ob koncu 16. stoletja tudi pritisne in uveljavi tisto, kar recimo deželni knez Karl prej nikoli ni želel, tudi zaradi vprašanja deželnega miru Turkov in tako naprej. Tako da imamo pravzaprav 40 let, to se pravi od 1550 pa do 46 let neke dosti intenzivne knjižne produkcije. Imamo potem razvijajoče se šolstvo, stanovsko šolo, pri čemer začno poučevati tudi lepih 7 svobodnih umetnosti. Mi najdemo recimo tudi v Trubarjevih pa v Dalmatinovih pismih eksplicitno tožbo nad tem, da ima je hudo. Zlasti Dalmatin je bil to pogledno eksplicitno, je rekel, meni je hudo, ko vidim, kako moj narod trpi brez vse te, brez humanistične učenosti. Se pravi, imamo stanovsko šolo 1562, ki recimo zanimivo ne poučuje samo intelektualnih veščin, ampak recimo tudi zelo intenzivno glasbo z velikim deležem ur.
Imamo številne tiske in leta 1599, ko izide zadnja protestantika, to je Biblija Sakra Eliasa Hutarja, večjezična, v 6. stolpcu notri je besedilo Dalmatinove Biblije, takrat imamo pravzaprav popolnoma izoblikovano književnost, z nekim delovnim izrazom imenujem, gre za humanistično književnost nekega srednjeevropskega protestantskega tipa, tudi po žanrih, recimo mi imamo noter tle klasičen humanistični žanr biografije in sicer latinske, to je ta biografija za umrlim Herbertom Turjaškim oziroma Auerspergom, nemške, ta ista knjiga, samo v nemščini, in pa potem slovenske, to je pa tista Trostova poslovenitev Andrejeve knjige o Primožu Trubarju. Tako da imamo številne knjige, številne žanre ponovljene, cel opus, ki ga takrat v teh 46 ali pa pogojno 49 letih dobimo, je težek okrog med 15 in 17 tisoč tiskanih strani, to je ogromno, glede na to, da je bilo takrat bralcev 5% ali manj. To so bili bralci in spe, bralci, ki so šele prihajajoči, ki so se šele rodili takrat. Tako da to, kar dobimo, je vendarle neka fuzija vsega mogočega, ampak zelo, zelo, zelo velik opus, res velik opus. Unik, ki ga je kdaj imel, ki je kdaj delal s tem, vidi, da so to strani za strani. Ogromno. No, mogoče za konec debate pa še tako splošno vprašanje. Kako danes vidimo Vergerija? Pri Slovencih je zapisan bolje kot pa drugod, ampak nasplošno se zdi, da njegovo ime še zmeraj nosi rahel negativni predznak, na katerega je vplivalo predvsem, treba reči, italijansko zgodovinopisje. Ali lahko rečemo, da se je v zadnjih letih, v zadnjem obdobju njegova podoba kaj spremenila? Ja, 1998 je bil zadnji velik dogodek posvečen, na Slovenskem, zadnji velik dogodek posvečen Vergeriju, to je bil en jasno ob obletnici njegovega rojstva, posvečen Vergeriju, in sicer je šlo za nek znanstveni simpozij v Kopru, takrat ga je to organiziralo znanstveno-raziskovalno središče v Kopru, in večji del sodelujočih je bil Italijanov oziroma Hrvatov in samo ene par Slovencev. Kar pomeni, da se, in pozor, vsaj jaz ne vem za nobeno posebno študijo izpod slovenskega peresa, ki bi se posebej posvečala Vergeriju od tistega časa. Me veseli? Ja, vem, o katerem simpoziju govorim, ja, hvala. Ampak pozor, to, kar želim povedati, je, da ne vem za študijo od tistega časa do danes, govorimo pa tako rekoč o 20 letih, ki bi se temu izjemno pomembnemu mislecu posvetila. Zdaj, jaz tukaj ne bi več zgubljal posebej besed o tem, in del teh besed bi seveda bil tudi ugibanje, zakaj neki je temu tako. Morda bi bila prevelika provokacija, če bi rekel, da pač Vergerija, za razliko od Trubarja, Slovenci ne razumejo za svojega. Zakaj? Ne, zaradi tega, ker gre za Italijano. Hočem reči, ker gre za nekoga italijanskega rodu, gre za italijansko rodbino, ki se je rodila, ustvarjala, živela v italijanskem mestu. In če greste pogledat biografsko skico Vergerija v slovenskem biografskem leksikonu, se pravi na portalu Slovenska biografija ali pa v ustreznem zvezku, boste videli, da je en ogromen odstotek besedila tega precej kratkega sestavka, ki je zgoščen skoraj do neberljivosti, posvečena vprašanju Vergerijeve spreobrnitve. Ampak tukaj Vergerijeva spreobrnitev je prišla relativno pozno. Ne pozabimo, da se je človek rodil leta 1498 in da je zapustil Italijo šele 50 let kasneje.
Ne moremo njegovega življenja pred njegovim izobčenjem, pred njegovim odhodom iz Italije zgostiti na opombo pod črto. Njegovo delovanje ni samo ni za nas pomembno samo v tej njegovi protestantski razsežnosti in da je resnično vredno preiskovati njegovo življenje pred tem časom. Nam pove dejstvo, da sta dve pomembni študiji, ki sta izšli v narekovajih v zadnjem času, govorim v zadnjih 50 letih, da se dejansko posvečata obdobju pred letom 1549. In samo delno, ta Priceova, samo delno obdobju po tem času. Skratka, tako kot je profesor Winkler že dejal, mislim, da je treba Vergerijevo življenje na novo razgrniti. Zdaj smo s tem začeli. Dejansko je vredno tega avtorja intenzivno še preiskovati. Zdaj smo torej s tem začeli. Treba je natančneje tudi raziskati odnos med njim in Trubarjem. V to nimam nobenega dvoma. Treba je pa seveda raziskati tudi njegova doslej precej prezrta dela. Eno od teh so recimo ravno 4 dialogi, ali pa, na primer, kako bomo prišli do vprašanja, kdaj in zakaj se je Vergerij v narekovajih spreobrnil. Zgodbe, ki obstajajo na to temo, so za moj okus nezadovoljive. Ena od njih sploh deluje skoraj apokrifno, in to je Trpljenje Francesca Spire. Meni se to zdi preveč romantizirana zgodba, da bi ji lahko nasedli. Če želimo natančno dognati, kaj se je zgodilo, je treba na primer brati njegovo delo 8 spisov v lastno obrambo, Otto Difesioni, in tako naprej. Ni treba, da zdaj gremo predelati vseh 180-190 njegovih del, ampak tista nekoliko bolj osrednja, tista nekoliko bolj monumentalnega obsega, nam pa šele morajo odgovoriti na vrsto vprašanj. Če tim replike, bi potem se zaenkrat zahvalil sogovornikom in na tej točki mogoče odprl debato za eventualno vprašanja, komentarje iz publike. Tako da če je kakšen komentar, kar na dan z njim, oziroma vprašanje. Vergerijevi pogledi glede umetnosti pred in po spreobrnitvi. Torej, nekje sem zasledil, da v Piranu reče v župni cerkvi v Piranu svetega Jurija Buttate giuco il cavalazzo, snemite že enkrat tega konja, pri čemer se nanaša na skulpturo svetega Jurija, konjeniško skulpturo, torej je zavzemal potem tudi take ikonoklastična stališča kot protestant? Znana je epizoda iz časa Vergerijevega škofovanja, ko je začel, lahko bi rekel, skoraj z gorečnim srdom, ikonoklastičnim srdom preganjati svetnike. In da je hodil po cerkvi in se pravi po koprski stolnici in vpil toliko svetnikov, Bog in samo Bog, kar nam kaže na njegov reformistični duh še pred njegovim odpadništvom. Tako da dejstvo je, da ta ikonoklazem, če ga lahko tako imenujemo Vergeriju, je mogoče pripisati. In kot je danes enkrat že bilo rečeno, prav ta njegov, lahko bi rekel, žar pri tem, da bi pospravil po lastni hiši, mu je tudi prinesel nemalo težav in bojda je tudi delno vsaj iz tega izhajala obtožba proti njemu, češ, da gre za heretika. Ne smemo pozabiti, da so obtožbe o hereziji prihajale ravno iz Kopra. Razlogi za te obtožbe so bili spet kompleksni, nekateri naravnost banalni, ampak branje besedila Valjerjeve vizitacije nam pove, kaj je bilo tisto, kar je Vergerij hotel pomesti, umiti, pospraviti.
Če vemo, da so v nekaterih samostanih in cerkvah tisti sprijeni minihi celo razprodajali cerkveno premoženje, ne. Pa si ženske vozili v celice in tako naprej. Ne. Vergeri nam v nekaterih svojih stališčih deluje, skoraj bi lahko rekel, kot čistun, no, če ga primerjamo z razmerami v njegovem mestu v tistem času. Jaz bi omenila tole. Glede Vergerija in njegovih del, da se težko locira vsa dela, ki so navedena, se to veste, kaj hočem povedati, takrat ni bilo to avtorstvo tako strogo locirano na enega avtorja. Skratka, Vergeri je sodeloval zelo intenzivno, vse to veste, z nekom, predvsem z nekom, ki je bil tako rekoč njegova, bi rekla, njegov brat vsekakor, duševni brat, in to je Francesco Negri Passanese. In tukaj je treba navesti zelo pomembno mesto, švicarsko Chiavenna, ki je dejansko popolnoma obrobno mestece, kamor so se te reformatorji tako rekoč zatekli, in tam je imel Vergeri ključno mesto, istočasno je pa z njim sodeloval ta Francesco Negri Passanese in skupaj sta izdajala ogromno knjig. Med drugim tudi La tragedia del libero arbitrio. In tukaj moramo omeniti Silvana Cavazza, ki sploh ni bil negativno razpoložen glede Vergerija, sploh ni, zato Hugo Rosso in tako naprej niso negativno razpoloženi do Vergerija, ampak on je moral tudi svoj karakter delno skrivati zaradi svoje pozicije. Ampak ta Francesco Negri je dejansko, Cavazza dobesedno analizira posamezne dele raznih spisov, dokam sega Vergeri in odkot naprej Negri. Ne? Tako da je težko vse pripisati Vergeriju, kar je navedeno izpod njegovega peresa. Tako da ta kompleksnost je tudi zaradi tega. In to, recimo, ko ste navedli ob Primožu Trubarju, ta evangelist svetega Matevža, je dejansko, ima te dve kratici, Vergeri, VT, medtem ko pri katekizmu iz leta 55 pa najdemo 3 kratice. NVT. In v tem članku je točno to stoji razrešitev tega enigmatičnega, strašnega, enigmatičnega vsej naši literarni zgodovini, tega N-ja, in to je Francesco Negri Passanese. No, obenem je pa Vergeri tudi pod psevdonimi pisal. Prosim? Obenem je pa Vergeri pisal tudi pod psevdonimi. Ja, pod veliko psevdonimi. Pod številnimi psevdonimi, in to nam še dodatno otežuje delo. To so tudi razrešili v drugem simpoziju na Hrvaškem, tudi ogromno psevdonimov imajo. Bodi si, da si jih je sposojal, od Otonela Vide, naprimer, ali pa si jih je izmislil. Tako. Veliko sem jih razrešila, jih je bilo razrešenih. Skoraj bi lahko rekel, da je bil plodnejši kot Žižek. No, če ni drugih vprašanj, bi se še enkrat zahvalil sogovornikom in vsem, ki ste prišli na današnji pogovor, in vam zaželel lep večer. Hvala lepa.